Dobrodošli v novi epizodi Delovega športnega podcasta. Danes, ob koncu olimpijske sezone, se nam je v studiu pridružil direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije, dr. Uroš Mohorič. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj sva tukaj že septembra, ko je ta olimpijski Pariz že malo za nami, pa vendarle bi vas prosil za začetek, da se seveda ozreva nazaj, to bo tudi osrednja tema današnjega podcasta. Kako ste doživeli te olimpijske igre, tudi za vas prve v tej vlogi, ne? Ja, prve olimpijske igre za mene v vlogi vodje reprezentance. Predtem sem bil vodja določenih panog znotraj olimpijskega programa. Te olimpijske igre so bile res igre presežkov v vseh pogledih. Organizator, to se pravi francoski lokalni organizator in mednarodni olimpijski komitej, sta poskušala približati igre lokalnem prebivalstvu, kar se je izražalo v številu gledalcev na vseh tekmovanjih. Po nekih informacijah ne bi bilo 95% vseh razpoložljivih vstopnic prodanih in enormen obisk na vseh tekmah od kvalifikacijskih naprej. Na drugi strani pa tudi mednarodni TV rejtingi segajo izredno visoko, lahko rečemo kar rekordno, in v takem številu si nekih dogodkov na zemeljski obli še ni ogledalo toliko veliko število prebivalcev kot te igre. Ja, in tudi kulisa je bila res izjemna. Pred Eifflovim stolpom odbojka na Mivki, pa tako kot ste omenili, ko smo bili na rokometu ob 9. zjutraj, so bile tribune polne, pa ni igrala domača reprezentanca, tako da verjetno je tudi Pariz nekaj pridodal k temu, vendarle vemo, da gre za eno od prestolnic sveta, ne? Ja, Pariz je eno izmed, tako kot ste omenili, prestolnic sveta, sigurno atraktivna lokacija in je privabilo kar gledalce iz celotnega sveta. Po drugi strani moramo vedeti, da je tudi Francija in francoski narod izredno športni narod in na vseh tekmovanjih je bil, ne glede na to, ali so nastopali francoski športniki ali ne, kar ogromen obisk tudi Francozov. Kako pa je bilo biti vodja slovenske odprave? Vemo, bomo še kakšno besedo kasneje rekla o številčnosti po logističnih zalogajih, ampak kako je sploh izgledal vaš vsakdan v Parizu, glede na to, da ste bili šef slovenske reprezentance? Ja, moram najprej izpostaviti, da je vloga vodje ena velika čast za mene osebno, ne. Po drugi strani je tudi ena velika odgovornost, ker z to vlogo pride obveznost, da se poskuša zagotoviti optimalne pogoje tako za priprave naših športnikov na igre in za sam nastop na igrah, ogromno usklajevanja z posameznimi nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in seveda tudi z lokalnim organizatorjem in mednarodnim olimpijskim komitejem. Glede na odzive, ki jih imamo, so bili športniki zadovoljni z pogoji, ki so jih imeli na igrah, tako da mislim, da je ekipa Olimpijskega komiteja upravila dobro delo na tem logističnem področju zagotavljanja res optimalnih pogojev za naše športnike. Kako pa je bilo v olimpijski vasi? Vemo, da je imela Slovenija tokrat, tudi bi lahko rekli, čast svojo stolpnico v olimpijski vasi. Hkrati smo od športnikov slišali marsikatero pohvalo na račun celotne olimpijske vasi, ne toliko na slovenski vidik, ampak tudi kakšno kritiko, seveda, ki pride zraven. Kako pa ste vi v pogovorih s športniki? Je bilo to dobro, je dobro funkcioniralo? Ja, tukaj glede številčnost reprezentance nam je pripravljal celoten namestitveni objekt, kar je ena velika prednost, da ni potrebno objekta deliti z drugimi reprezentancami, predvsem z vidika usklajevanja določenih aktivnosti in zagotavljanja, kako da rečem, bolj intimnega, mirnejšega okolja za športnike. To je drugič v zgodovini, da je Slovenija imela svoj objekt, mislim, da je bilo v Atlanti. To prvič, ampak tam so bili objekti bistveno manjši kot sedaj. Sam v vas je izgledala podobno kot ostale vasi na olimpijskih igrah, z mogoče eno razliko, da je bila arhitektura malenkost bolj razgibana, to se pravi, niso bile vsi objekti enaki pa tipski,
tako da je bilo malenkost več domačnosti začutiti v tej vasi. Moramo pa vedeti, da je v vasi nameščenih čez 15,000 ljudi, kar predstavlja organizatorju kar velik logistični zalogaj, predvsem z vidika zagotavljanja prehrane in potem seveda tudi transportov na tekmovališča. Tukaj so se soočali v začetku iger oziroma pred samo otvoritvijo z določenimi težavami, ampak moram še enkrat pohvaliti organizatorje, da so do začetka iger vse te pomanjkljivosti odpravili in so res zagotovili pogoje bistveno boljše, kot so bili na preteklih igrah. Mislim pa, da tudi v pogovoru z našimi športniki in njihovimi trenerji so bili vsi zadovoljni z pogoji, ki so jih imeli. Moram pa vedeti, da športniki prihajajo iz različnih panog, navajeni so tudi na njihova panožna svetovna in evropska prvenstva, kjer pa so pogoji od panoge do panoge različni, tako da za nekatere so bili te pogoji mogoče tudi nižji, kot so jih navajeni iz svojih panožnih tekmovanj, ampak mislim, da so se vsi športniki adaptirali tekom iger, videli, da so vsi enaki, to se pravi ne glede na panogo, ne glede na državo, z katere prihajajo, ne glede na raso in tako naprej, in so v tem olimpijskem duhu enakosti bili zadovoljni za same pogoji. Bile pa so te olimpijske igre tudi nekaj posebnega. 3 kolektive smo imeli in skupno 90 športnikov, kar pa je vendarle, če primerjamo s 54 športniki na igrah pred tem, velik logistični zalogaj, tudi za vas, ne že v pripravah, kot ste omenili, in potem tekom samih olimpijskih iger vendarle je treba imeti pod kontrolo logistike prihodov, odhodov, toliko športnikov. Ne? Ja, seveda, moramo pohvaliti tukaj vse naše športnike pa jim čestitati še enkrat za kvalifikacije na olimpijado. Po tem razmerju števila športnikov na prebivalca smo vodilni na svetovni lestvici, kar dokazuje, da je šport res v Sloveniji doma. Ne samo to, da imamo radi šport, ampak tudi to, da se ukvarjamo z tekmovalnim športom na izjemno visokem nivoju. Zdaj izpostaviti je tudi, da so bile prvič v zgodovini 3 kolektivne panoge oziroma 3 ekipe uvrščene na igre, kar je dodatno povečalo število teh športnikov. Kar se logistike tiče, pa je treba vedeti, da je Pariz relativno blizu, to se pravi na istem kontinentu, kar je bistveno olajšalo prihode, odhode športnikov, pa tudi zagotavljanje pa logistiko, kar se tiče njihove opreme, ker vemo, da je tudi po cestah Pariz relativno hitro dostopen, tako da so res imeli vse mogoče pogoje, kateri so se zaželeli. Identično bomo poskušali zagotavljati v Los Angelesu, ampak tam bo večji logistični izziv, ne glede na število športnikov, ne zaradi same oddaljenosti. Tako, tiste bova še prišla Helejo malo kasneje. Bi vas pa vseeno vprašal, nekaj ste o tem že govorili pred igrami, ampak zdaj, kakšen okvirno pa bo proračun teh olimpijskih iger oziroma vsi stroški, če tako rečeva? Ja, moramo vedeti, da sam projekt olimpijskih iger ni kratkoročen projekt, ampak Olimpijski komitej pristopa k projektu v 3 letih pred olimpijskimi igrami in sicer z različnimi oblikami podpore za vse potencialne kandidate, ki bi se lahko vrstili na igre. V prvi fazi po opravljenih kvalifikacijah seveda za podporo v pripravah na nastop na igre in v finalni izvedbeni fazi za podporo na samih igrah. Tukaj znotraj te podpore je na ene strani, tako kot ste rekel, materialna podpora, na drugi strani pa strokovna podpora. Za to materialno podporo
se moramo zahvaliti tukaj vladi Republike Slovenije tudi na tem mestu, da so prvič prepoznali olimpijske igre kot res dogodek, s katerim se lahko Slovenija kot država predstavlja širši svetovni javnosti in dodatno podprli projekt olimpijskih iger. In iz tega naslova so tudi vse panožne zveze oziroma na koncu športniki, ki so se uvrstili na igre oziroma ki so bili kandidati, prejeli izdatnejša sredstva kot v preteklosti. Pa bi vas vseeno vprašal, kakšna okvirna pa je ta številka, to se mi zelo težko zunaj sploh predstavljamo. Številka je nekaj milijonov. Nekaj milijonov. Torej, se pravi, to v vseh 3 letih govorimo. Tako. In verjetno bo, če bo vse šlo po željah, podobno tudi za ta obdobje zdaj do Los Angelesa. Ja, seveda si želimo, da je šport v državi prepoznan kot pomembna dejavnost, ki lahko promovira državo, ki promovira gibanje med državljani, ki zagotavlja boljše zdravstveno stanje celotne populacije, boljšo delovno pravilnost, boljšo klimo v celotni družbi in upamo, da bo to še naprej prepoznano in da bo država in lokalne skupnosti vlagale svoja sredstva v šport, ne samo tekmovalni šport, ampak vse oblike športa in s tem zagotavljale oziroma dosegle neke multiplikativne učinke, ki jih šport daje. Ker vidimo, da ste z dobrim delom do sedaj, tudi Slovenci sodijo v svetovni vrh, imamo 2 olimpijska prvaka in 3 kolajne. Morda se je pred igrami napovedovalo večje število kolajn, ampak vendarle imeti 2 zlati je pa nekaj posebnega. Kako pa ste vi zadovoljni z izplenom, če tako rečem? Ja, primarni izplen je bil seveda vezan na številčnost reprezentance. Nisva še izpostavila, da ob tem, da je bilo 90 športnikov, smo bili zastopani v 18 panogah, kar kaže na izjemno razširjenost panog v Sloveniji in seveda tudi na kvaliteto teh panog. Medalje same po sebi seveda so cilj vsakega športnika, ki prihaja na olimpijado, in seveda smo zadovoljni z to bero, ki smo jo prejeli. Tudi bi šlo čestitati še enkrat vsem prejemnikom tudi na tem mestu. Po drugi strani pa je izredno pomembno, koliko so vsi ti športniki, ki so bili udeleženi na igrah, navdušili predvsem mlajše za vključevanje v športno dejavnost, za vključevanje v tekmovalni šport in seveda koliko so navdušili tudi starejše za ukvarjanje z kakršnekoli obliko gibalne dejavnosti. In iz tega naslova mislim, lahko igre ocenimo kot izredno uspešne, tudi po podatkih gledanosti TV prenosov slovenskih športnikov so te številke rekordne in ne dvomimo, da so naši športniki navdušili veliko število otrok, ki so z začetkom šolskega leta se vključili v razna lokalna športna društva in so se pričeli ukvarjati športom. Verjetno pa usporedno poteka že tudi projekt naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki tudi niso daleč, 1,5 leta, dobro, recimo danes še loči od njih. Bodo pa zanimive igre, po eni strani so blizu Sloveniji, po drugi strani pa razpršene po tem severnem delu Italije, tako da verjetno spet logistično nekaj posebno drugačnega, kot je bil Pariz, kaj je bilo vse zgoščeno, a pa večina zgoščenega. Ja, Pariz je bil relativno centraliziran z eno večjo olimpijsko vasjo in par manjšimi satelitskimi vasmi. Milano Cortina bo deloval bolj kot več satelitskih vasi, se pravi brez neke glavne vasi. Koncept bo podoben, kot da bi istočasno imeli več svetovnih prvenstev posameznih panog. Logistično predstavlja to popolnoma drugačen pristop pri sami izvedbi projekta. V vseh predhodnih fazah bo pa projekt identičen, kot smo že prej omenili, kako poteka, to se pravi podpora že
poteka in bo potekala do samih iger, in tudi tukaj upamo, da bomo imeli veliko število športnikov, ki se bojo uspeli kvalificirati na zimske igre. Kako pa morda, če se dotaknemo malo bolj podrobno tega sodelovanja s panožnimi zvezami pred olimpijskimi igrami? Vi verjetno, Olimpijski komitej skupaj s panožnimi zvezami verjetno določi nek seznam, širši seznam kandidatov, predstavnikov, ki bi lahko bili akterji na olimpijskih igrah, in potem jim pomagate materialno pri treningu, pripravah, morda strokovno pomočjo, ali gremo v pravo smer? Ali? Popolnoma v pravo smer, to se pravi, seveda na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez se naredi spisek potencialnih kandidatov, ki bi se lahko uvrstili na igre. Kandidati so glede na rezultate, ki jih dosegajo na mednarodnih tekmovanjih v zadnjih 2 letih, razvrščeni v 3 range, in vsak rang kandidata ima specifične bonitete, ki jih mi zagotavljamo v teh oblikah, kot ste prej omenili. Tako. Koliko pa je morda vseh skupaj kandidatov zdaj za zimske olimpijske igre, če rečeva, za LA je verjetno še prezgodaj? Ja, za LA je absolutno prezgodaj. Kandidatov je nekje 60 športnikov, potencialov, ki bi se lahko na igre uvrstili. Moramo vedeti, da imamo tukaj omejitve tudi v nacionalnih kvotah v posameznih disciplinah, ki jih vsaka panoga ima, in upamo, da se bo čim večje število uspelo uvrstiti. Lahko samo za informacijo podam, da smo za projekt Pariz nekje polovično bili uspešni, to se pravi polovico kandidatov, ki so imeli neko podporo, se je uspelo kvalificirati. Kar je pa, vsaj na ven se zdi zelo dobra številka, ne? Ja, absolutno. Tukaj seveda, kot sem že večkrat danes omenil, čestitam vsem športnikom, ki so res uspeli se uvrstiti na igre, pa tudi tam zastopati in promovirati Slovenijo in seveda tudi šport med Slovenci. Ta Los Angeles, ki sledi, bo pa verjetno spet neka zgodba zase. Vemo, da v Ameriki je vse megalomansko, pa malo drugače, pa tudi če smo mi imeli v Parizu dober javni transport, recimo, ki je nekaj pomagal vsaj gledalcem, pa nam novinarjem, v Los Angelesu tega malo manj, verjetno bo logistično vse malo drugače v tako ogromnem mestu, kot je LA, ne? Ja, tukaj zaenkrat nekih natančnejših informacij še nimamo, ker se projekt uradno še ni pričel, to se pravi, nismo še niti v stiku z lokalnim organizatorjem na to temo. Seveda pričakujemo drugačne igre na drugem kontinentu z drugačnim pristopom do športa, mogoče celo bolj tržnim, kot je na evropskih tleh, ampak ne dvomimo, da Los Angeles ni izkušen organizator, to bodo 3. igre v Los Angelesu, in tudi ameriška publika je navdušena nad športom. Moramo vedeti, da se je na program olimpijskih iger dodatno vrstilo nekaj športov, ki so v Severni Ameriki izredno popularni, in ne dvomim, da ne glede na to, da smo prej v superlativih govorili o Parizu in učinkih iger v Parizu, da jih Los Angeles ne bo presegel. To so zelo smele napovedi, upajmo, da bo veljalo podobno tudi za slovensko reprezentanco. Pa bi vas zdaj vprašal, da ne bova govorila samo o olimpijskih igrah, kaj pa bodo v prihajajočem obdobju, letu, 2, 3, kakorkoli, še drugi glavni projekti OKS oziroma sektorja za šport, ki jih pripravljate, ki bi jih radi izpostavili na tej točki? Ja, če kar ostanemo najprej na vrhunskem športu, poleg olimpijskih iger je tukaj v teku še ogromno drugih večpanožnih tekmovanj za različne starostne kategorije. Že v naslednjem letu nas čakata 2 olimpijska festivala evropske mladine, zimski in letni, potem nas čakajo svetovne igre, se pravi igre športov, nekaterih, ki so na programu olimpijskih iger, drugih, ki niso. Čez 2 leti so na programu sredozemske igre, olimpijske igre mladih, to se pravi kar kup tekmovanj v vsakem letu, in skozi ta tekmovanja se seveda tudi razvija športnike, potencialne kandidate za naslednje olimpijske igre ali Los Angeles ali Brisbane. Tako da to je, kar se tiče na
delu tekmovalnega športa. Na področju športa za vse, ki je drugo področje, se nam bliža Evropski teden športa, ki je nek praznik športa v celotni Evropi. Tukaj se predvsem v celotni populaciji poskuša ozaveščati pomembnost gibalne dejavnosti, pomembnost športa, predstaviti šport vsem Slovencem in jih seveda navdušiti za športno vadbo. Istočasno se bo pričel z izvajanjem evropski projekt Zmigaj se do vadbe. To je pa 4-letni projekt, ki bi poskušal šport približati ranljivejšim skupinam oziroma tistim, ki se s športom ne ukvarjajo, in jim predstaviti, kaj jim lahko ta šport prinaša. Tretji sektor, ki je po tem sklopu Olimpijskega komiteja, je pa za športnike in olimpijske vrednote. Na tem delu se pa poskuša predvsem na uredbenem delu zagotoviti boljše pogoje za športnike, boljše bonitete in jim zagotavljati na eni strani pogoje, da ostajajo v športu, na drugi strani pa, da lahko dosegajo boljše rezultate. O tem je bilo tudi veliko govora v sami slovenski hiši v Parizu. Tudi s predsednikom vlade je predsednik OKS-a Franjo Bobinac o tem govoril, ne nazadnje. Tako da verjamem, da se bo tu dogajalo, pa če bi se mogoče samo še na množičnost za trenutek vrnil. Saj na ven se zdi, da je rekreacija v res velikem porastu v Sloveniji. Če pogledamo napram 10-15 letom nazaj, se mnogo več ljudi ukvarja s športom, kot se je. Se strinjate, oziroma tudi podatki temu pritrjujejo? Tako, tudi podatki Eurobarometra trdijo to. Smo med vodilnimi državami v Evropi po neki gibalni dejavnosti celotne populacije. Po nekih informacijah naj bi 2/3 Slovencev bilo redno gibalno aktivnih. Zdaj tukaj imamo pa mogoče strokovni razmislek, neke nadgradnje, ker večina te aktivnosti je izvajana strani posameznikov samih, to se pravi ni strokovno vodena, in mogoče za boljšo učinkovitost ali pa bolj učinkovito izrabo časa pa doseganje še večjih efektov vadbe bi bilo potrebno vključevati še več stroke, to se pravi trenerjev v področje rekreacije in usmerjati populacijo, da se ukvarja z organizirano telesno vadbo. Tako, in tudi na pravilen način, da se izognemo poškodbam in vse. Jaz bi vas za konec vprašal samo še, da se še zadnjič vrneva na Pariz. Kaj pa je bil za vas osebno vrhunec teh olimpijskih iger? Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu? Ja, seveda ostane v spominu vsak velik športni dosežek, to se pravi vse medalje na eni strani, potem tudi ostane grenak priokus pri vseh razočaranjih, ki so se tudi zgodile nekaterim športnikom, ki so bili izredno blizu svojim sanjam, pa jim ni uspelo. Tukaj mogoče moška rokometna reprezentanca je bila 2-krat za en gol prekratka do ali finala ali 3. mesta, ravno tako je bila odbojka izredno blizu in še kar nekaj drugih športnikov. Po drugi strani mogoče mi bo ostalo v spominu to, da pristop športnikov oziroma različnost pristopa športnikov iz različnih držav, ki se udeležuje olimpijskih iger, za nekatere športnike že sama udeležba neko življenjsko veliko doživetje, drugi so popolnoma fokusirani na svoj rezultat. In ta neka razlika v pristopih do samega nastopa pa udeležbe na igrah je mogoče nekaj takega, ki bo ostalo v spominu. Tukaj bi rad izpostavil še enkrat naše reprezentante, ki so bili res fokusirani na svoj nastop, to se pravi izključno športno fokusirani in dali vse od sebe, in bi jim še enkrat čestital za vse rezultate in za vse, kar so naredili s tem svojim nastopom, predvsem slovenskemu narodu, in jih navdušili za šport in za ukvarjanje športom. Tako da jaz vam želim vso srečo, pa upam, da se bova po Los Angelesu ali pa po Milanu Cortini znova z
v takem dobrem vzdušju pogovarjala, da pa tako zaključiti. Hvala vam za povabilo in seveda upamo, da se nam bo šport še naprej razvijal z temi pozitivnimi trendi, s katerimi se razvija v zadnjih letih in da nas bodo naši športniki še naprej navduševali in da bomo lahko ponosni na vsakega izmed njih. Hvala lepa. Hvala.